Regionalni razvoj mora biti usklajen, regija mora nadaljevati pot k odličnosti, je poudarila direktorica razvojnega centra. Da nadaljuje pot k odličnosti, da nadaljuje k hitrejšemu tempu regionalizma in regionalnega razvoja, kar je seveda čezmejno sodelovanje in poudarjanje inovativnih pristopov, se pravi inovativnega sodelovanja, ena od tistih primerjalnih prednosti oziroma komparativnih, ki jih ta regija lahko izkoristi. Ta naša regija ustvarjalnosti in regija odličnosti stoji tudi na razvoju kompetenc ljudi, znotraj katerih lahko vidimo zelo velik prispevek šolskega kot tudi tega visokošolskega prostora. Tako kot je recimo na Finskem, tako kot je na Norveškem, tako kot je v Ameriki, v Južni Koreji in tako naprej, kjer je ogromno majhnih, odličnih univerz. To si mi želimo. In tle imamo vse pogoje. Mi ustvarjamo 40% celotnega družbenega dohodka v Sloveniji. Čezmejno sodelovanje je pomembno, je poudaril novomeški župan Alojzij Muhič, bistvena pa je tudi ustanovitev regij. V Bruslju vemo, da je Slovenija razdeljena na dve regije, vzhodno in zahodno, medtem ko doma tega ne prepoznamo in mislim, da ravno mestne občine, kot je Novo mesto, potrebuje regijo, kajti proračun lokalne skupnosti ne zadostuje za pokrivanje vseh regijskih projektov. Za nadgradnjo čezmejnega sodelovanja, je izpostavila poslanka Renata Brunskole, je nujna čimprejšnja izvedba tretje razvojne osi. Mislim, da se bo dalo alocirati prihajajoča kohezijska sredstva v finančni perspektivi 2014 naprej prav za ta projekt. Ne le dobre prometne povezave, ampak tudi povezovanje akademske sfere in gospodarstva je nujno za izboljšanje čezmejnega sodelovanja, so poudarili udeleženci posveta.